Dober dan in dobrodošli v mojem novem tedenskem vlogu. Ta teden je napovedano nekaj dni dežja, zato bom kar danes izkoristila in malo počistila po hiši. Najprej bom polikala, potem bom sesala, očistila kopalnico in ostale reči, potem pa grem na eno kavico. Ne vem, če slišite, kako se je prav ulilo. Dan bom izkoristila za hišna opravila, ko bo sonce, bom šla na kolo ali pa na sprehod. Moram poklicati frizerko, počasi. Vse boljše, a ne? Tako, zdaj pa mislim, da lahko grem ven s hiše, a ne? Jaz grem zdaj na kavo, en del mi bo ona zdaj posesala, en del bom pa jaz potem, ko pridem domov. Tako, pa sem nazaj. Rumba mi je posesala, zdaj pa še jaz počistim, kar pač rabim.
Sem pa dobila en komentar, če lahko malo bolj podrobno pokažem, kako si urejam nohte. Jaz sem že pred leti kupila ta komplet, ki sem ga kupila v DM. Mislim, da je bil nekih 50 €, če se ne motim. Že takrat. Mislim, da je cena še kar ista. No in v tem kompletu je bila ta lučka, sicer še vedno dela. Bom tudi povedala, zakaj sem jo zamenjala. No in pa v kompletu je bilo pač ena taka palčka in pa ta tekočina za čiščenje nohtov, potem pa podlak in pa nadlak. Osnovni lak, barvni, si ga mogel dokupiti normalno zraven. No in potem pa še ta kabel za lučko. To sem jaz kupila enih 8 let nazaj, potem sem pa imela občutek, da mi ta lučka ne dela več dobro in nekje sem brala, da izgubi moč in sem si kupila novejšo varianto. Ne vem sicer, če je zdaj kaj boljši, ampak tle imam še račun, mislim, da je bila cena prav ista, 44 €. Ja, tam okrog 50 € imam ista cena, kakor je bila pred leti. Ono sem imela na 4 leta, zdaj to imam pa zdaj tudi že na 4 leta. In je zelo preprosto razloženo in prikazano. No, tle notri je tudi ena taka lučka, je malo drugačna. Ona moram reči, da mi je bila bolj simpatična, kakor ta. Priklopim v elektriko. Tudi v tem kompletu je bilo isto. In to je označeno takole po vrsti. 1, 2, 4 pa 5. Vmes sem si pa še nabavila nekaj teh lakov, različnih barv. Tako, zdaj pa pejmo na postopek. Najprej seveda treba nohte pogledati, počistiti. Jaz sem malo s pilco, malo škaricami, kar je treba. Tako in si najprej malo popilim. Tudi zgornjo plast, čisto po občutku. Ta pilca je bila tudi v kompletu. Saj preveč si pa ne zdrgnem gor po vrh. Jih 1-2-krat grem skozi. Zdaj, ker gremo korak 1, najprej si bom očistila nohte. Se pravi, je tako lepo označeno korak 1, korak 2, korak 3 je lak. Jaz imam to vse od firme Depend. Ok, korak 1 sem si lepo počistila in potem grem korak 2. Namažem si nohte, namažem si pa samo 4. Se pravi, zdaj dajem gor podlak in si zapečem 30 sekund. Nekateri pravijo, da jih prav noter pod nohtom peče. Zdaj, če vas zelo peče, jaz ne vem, če bi to komu priporočala, ne? To mora pač vsak sam videti. Evo, zdaj lučka ugasnila. Korak 3 je, da si zberem en lak, zdaj sem imela modrega, zdaj bi šla jaz nekako to varianto roza. In tudi zdaj sem na teh 4 nohtih in ponovno pustim 30 sekund. Zdaj je na vrsti korak 4, to je nadlak. In tudi to pustim zdaj 30 sekund. In zdaj je v bistvu še korak 5, to pa očistim noht. Tako, in je. Zdaj lahko jaz takoj začnem kaj delati, ni nič občutljivo, ne? Zdaj grem pa naprej drugo roko. Levo sem si namazala, zdaj grem še desno. In potem bom šla še palce. In prav isti postopek je, nič kaj drugač. Za celoten ta postopek porabim približno pol ure. Meni je to prvič pokazala svakinja in je rekla, ma saj to bi ti znala, to ni nič problem. In res, prav nič ni kompliciran. In zdaj, ko sem navajena, sploh ni problem, se mi res obnese. Je pa pol vsake toliko časa treba te stekleničke malo podlak, nadlak dopolniti. Lahko se kupi to posebej. Pol pa, ko preračunam, koliko let že jaz to uporabljam, pa se mi pa ne zdi več drago. Zdaj pa samo še palca ostaneta, ne? In spet tudi palca isti postopek. To dam pa v bistvu na rob mize in priklopim. Malo sem šla po tej obnohni kožici. Glejte, kaj sem naredila. In to vidite, glihen malo, ne? Saj ni dosti. Ampak potem, da ne nagaja, ko noht raste, zato se to očisti. Tako, in zdaj pa še dam nadlak. Očistim in potem so nohti narejeni. Zdaj dam pa še ta navaden lak na te, tako da je malo, da so malo še bleščice, da je malo drugačen. Evo, saj ne dosti, ne? Meni je tako všeč. Tako, dovolj. Tako, se mi zdi, da je prav lepo. Tukaj je napisano,
da ta lak zdrži 2 do 3 tedne. To je pa nova pakunga, na kateri pa piše, da je ta lak obstojen 14 dni. Ampak meni ne glih 14 dni zdrži. Recimo včasih se mi zgodi, da se mi tudi kakšen ta premaz že po 2 dneh tako začne luščiti in potem si pa vštimam samo en noht, ker ni potrebe, da si dam vse dol. Tako jaz upam, da sem vam pokazala dovolj podrobno, kako to uporabljam, kako si štimam nohte. Če imate še kakšna vprašanja, kar se tiče tega lakiranja z gel lakom, mi lahko napišete. Živjo, sem se pa zdaj odpravila v Italijo, v Familo, malo nabaviti par reči. No, pa me na slovensko-italijanski meji ustavi italijanska policija, karabinjerji, kaj jaz vem, kaj so. V glavnem, pa je hotel najprej jasno vozniško dovoljenje, prometno dovoljenje, in pa je hotel še osebno izkaznico. Ma kaj češ rabiti vse teh dokumentov, slike gledal, kaj. In pol me je enih 5 minut preveril, sem rekla, ma gremo v Familo, ko da ta italijanska policija ustavi. To je meni tako grozno, kot da, ne vem, teh italijanskih policistov se prav bojim. Ne, zdaj grem pa v trgovino, sem že parkirala in vam potem doma pokažem, kaj sem kupila. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings. Pa si poglejmo moj današnji nakup v italijanski Famili. Pa pejmo kar po vrsti. Kupila sem pralni prašek, za 19 pran je cena 6,90 €. Čistilo za pomivalni stroj, za 30 pran cena 5,80 €. 3-slojni WC papir, solata, jabolka in pa krompir. Potem paradižnike. Kupila sem banane, ki so kar precej drage, 1,99 € na kilo. Kupila sem te navadne nešplje. No, zato sem dala 4 €, tako da lahko ugotovimo, da sadje je kar precej drago. Gremo naprej. Polenta. Bela polenta, smetana za kuhanje. Potem sem kupila izotonik. No, za ta izotonik sem dala 6,48 €, medtem ko kar, če gledamo, ta izostar, ki ga kupim včasih tle pri nas, je 11,47 €, se pravi 5 € razlike. In pa sem vedno lovila neke popuste, da sem prišla na še vedno 2 € dražji kakor ta izotonik. Sam prej ga nisem nikoli niti iskala v Italiji. No, potem sem kupila te energijske ploščice za na kolo, da ni vedno frutabela. Te Kinder rulade sem kupila, za 10 kosov je 3 €. Prav tako je 3 €, pa jajčka notri, taka čokoladna. Napolitanke. Kupila sem še potem te grisine in pa pršut in pa še pač nek narezek. No, ta pršut bom jaz potem navila, tako kakor kaže tudi tle na sliki. Pride zelo tako dobro, ker ti grisini se potem malo zmehčajo in pride zelo, zelo dobro. Tako, to bom en tak narezek naredila. Za vse to sem dala 120 €. Od tega je bilo 70 € samo pralni prašek, čistilo za pomivalni stroj in pa izotonik. Ostalo je bilo pa še potem 50 €. Čistilo za pomivalni stroj, za 30 pran cena 5,80 €. To je pa cena v Sparu za 32 pran.
9,99 €. Živjo. Danes je nedelja, jaz pa sem se odpravila na eno kolesarjenje. Prispela sem že v Gradiško, naredila sem 17 kilometrov, zdaj se pa odpravljam naprej proti Redipolji. Rahlo piha, ampak glede na to, da je sonce, je kar prijetno. Tukaj prenavljajo ta kompleks v Redipolji, notri je vojaški muzej, od spodaj pride potem lokal, ponavadi vedno popijemo kakšno kavico tam. Zdaj pa že kar nekaj časa zaprto. Imam pa 23 kilometrov in toliko jih je še do doma. Gre pa to za spomenik žrtvam iz Prve svetovne vojne. Kolikor ste videli, ceste v Italiji za kolesarje so kar lepo urejene, tako da se človek počuti kar varno na cesti, kljub temu, da je precej prometa. Zdaj grem pa počasi proti domu, ura je že 11:20, do sem vozila približno 1 uro, nekaj tasga imam pa še do doma. Ta veter se je prav fajn ukrepil in prav nič ni prijetno. Prej je še bilo super, ampak se mi zdi, da zdaj je pa čedalje slabše. In prav nič mi ne pomaga. Tako da gremo korajžno naprej. Se kar malo obrača ta veter. Ta stranski veter ni prav nič prijeten, pride sunk in moraš prav paziti, da te ne vrže po tleh. Takole je pol ratalo na koncu, skoraj 47 kilometrov, višincev 118, kar pomeni, da v bistvu čista ravnina do Redipolja in nazaj. To bi bilo za ta tedenski vlog tudi vse. Hvala za vašo pozornost, pejte tudi vi na kak sprehod, pejte kaj na kolo, bodite fajn in pa se vidimo prihodnji teden. Čau, čau!